En prav lep pozdrav. Ja, zdaj Pulse je v živo. Dejansko Pulse deluje, ne moreš verjeti, ampak je res v živo. Zdaj za Wave token je prepozno. In jaz bi želela samo opozoriti par stvari. Pulse morate se zavedati, da je kopija, ponavljam, kopija Ethereum mreže. To ni izboljšana verzija, kakorkoli bla bla, kakor so govorili, napovedovali, da je drugačen. Ne, nič ne bo drugačen. Vse deluje enako. Gre za kopijo, Pulse je kopija Ethereum mreže. Tako da ne prav nekih velikih zadev pričakovati. Pulse na začetku definitivno je majhna mreža, ne verjamem, da bo veliko ljudi to uporabljalo. Bomo videli, lahko nas tudi to preseneti. Zdaj jaz nisem še to, pač hotela sem v živo to namestiti v MetaMask, pa da vidimo v bistvu, kaj se dogaja. Sprav tole je pulsechain.com, v živo je, zadeva deluje, vsi so happy, srečni. Zdaj jaz definitivno en mesec se te mreže ne bom dotikala. Nobenih kovancev, ničesar, zaradi tega, ker je to zdaj v vseh denarnicah, ki so na Ethereum mreži, vse denarnice so skopirane, vse zadeve, razen tisto, kar je seveda na centraliziranih borzah. Torej vse te zadeve so skopirane, to imate podvojeno, vendar so to PRC20 tokeni, tukaj piše. PRC20 tokeni, a ne. Tako da niso to ERC, se pravi, niso Ethereum tokeni, ampak so PRC. To je zelo velika razlika. Niso ustvarjeni na isti mreži, ne morejo biti isti, ne morejo delovati na isti mreži. Je sicer PulseX bridge narejen za te zadeve, ampak pazite na stroške. Zdajle so puli izjemno nelikvidni. Lahko izgubite ogromno denarja. Jaz osebno ne bom šla gor, ne bom šla zdaj delati, prvič zaradi hekerjev, zaradi hekanja, in potem, ko bom šla čez kakšen mesec pogledati kovance, ki so gor na Pulse mreži, jih bom definitivno prestavila na druge račune. Zato, da prekinem zvezo med Ethereum mrežo in med Pulse mrežo. Med temi denarnicami, zato da hekerji ne morejo leteti mi gor in mi karkoli narediti kakršnekoli težave. To seveda priporočam tudi vam, če želite, ni pa to finančni nasvet, a ne, pač to pač naredite sami, kot želite. Okej, kliknemo Add Pulsechain to MetaMask, lahko uporabite seveda tudi kakšno drugo mrežo, kar samo od sebe v bistvu vam bo to naredilo, drugače imate pa tukaj spodaj navodila in jih samo kopirate noter v denarnico. Rečemo Approve. Zdaj se dodaja ta mreža noter, bomo šli pogledati, kaj se s to mrežo dogaja. Error. Dobro. Ja. Jaz osebno dejansko nisem presenečena nad tem, zaradi tega, ker razvijalci niso najboljši na tem planetu. Od Pulsechaina trajalo je 2 leti, da se je to sploh lansiralo. Mreža definitivno ni stabilna, zadaj ni Jack Levine, ampak Richard Heart in njegova ekipa, kakršnakoli že je, ki je ne poznamo. Tako da, dajmo cancel, probajmo, še enkrat. Zdaj, v redu, to je blockchain od Pulsechaina. Ja, nekaj ni. Dajmo še enkrat, add to MetaMask, če ne bomo šli pa ročno probati,
če bo šlo. Adding. Čakamo, če se bo kaj zgodilo. Ne. Cancel. Ne gre. Dobro, pojdimo v MetaMask, pa bom jaz dala razširi, zaradi tega, da boste malo bolj videli, pa gremo na, kje že to je v MetaMasku? Spot settings, ne, pet malo dol. Connect, spot settings, add. Tukaj nekje mora biti, da dodamo mrežo. Account. Samo malo bom pomanjšala. Mogoče ne vidim dobro. Okej, takole, ja. Tako, zdaj pa add network manually. Pa dajmo kopirati iz pulse chaina, oziroma z te spletne strani. Najprej tole, prvo reč, kopiramo v MetaMask. Takole, network name, čakajte, sam network name, URL, to je bil URL, pulse chain. To je bil URL, preskakujem, takole. Network name je pulse chain. Tole, to je reč sem gor. Tako, potem chain ID, da vidimo, kjer ID imajo, 369, to se si oni sami izmislili. Je pa številka, ki jo je zelo poudarjal Nikola Tesla. PLS, currency symbol, in pa Block Explorer. Tole, Block Explorer je pa tole. Dobro, jaz sem se včasih res te mreže veselila, ker sem mislila, kako bo to in sploh in super in dobro za Hex, ampak Hex tukaj, morate vedeti, da Hex tukaj, okej, zdaj smo to dodali, zdaj pa gremo na pulse chain. Hex absolutno ne bo imel iste vrednosti in to ni isti Hex, kakor na Ethereum mreži. To vas res moramo opozoriti. Dobro, zdaj smo na PLS. Okej. Definitivno, zdaj jaz bom tam, kjer sem žrtvovala, pa čez tiste denarnice, bi jaz mogla dobiti airdropa, teh pulsov. Tukaj seveda nimam nič, tako da nimam nič teh pulsov. In tisto bom šla čez čas pogledati. Zdaj jaz tega ne bom nič se dotikala. Iz varnostnih razlogov in pa tudi zaradi tega, ker je puli zelo sigurno nihajo in lahko ogromno zgubim. Treba je vsaj nekaj časa, vsaj nekaj tednov je treba počakati, da se stvari na mreži umirijo, da se cene postavijo. Kot vidite, dejansko se nič še ne da, razen pošiljati pulsa. To je vse. Sigurno se da pač tukajle imajo, če kdo hoče od vas, bridging, se pravi lahko goals, mainnet, v glavnem imate, PulseX je bridge, malo je treba poiskati stvari, nimajo tako lepo urejen. Explorer, bridge, validator, PulseX, se pravi bridge, poglejmo, kliknemo na bridge. Evo, to je bridge. In tukaj lahko se zadeve pač menjajo, vendar ne priporočam zdaj. Ne priporočam tega prav zdaj, Evo, MetaMask smo. Network, se pravi,
ni še znan. Ethereum. Ethereum je neznano omrežje, to pa zanimivo. Polja testnet for bridging. Ja, te stvari je treba najprej razumeti. Te stvari so meni čist nove, v bistvu zdaj opozorila ni bilo drugače nobenega, kar se tiče tega, kdaj bojo lansirali, ni bilo. Nekaj je Richard Hunt, ampak tudi ni on to twital dejansko, ker ti tviti niso v njegovem stilu, to nekdo drug tvita, tako da opozorila pač ni bilo prav nekega. Dobro, nič toliko, da veste, Puščen je živ, deluje, kdor želi, naj ga gre malo pogledat, ampak tam, kjer imate res sredstva gor, vam ne priporočam, da zdaj konektate s Puščenom. Dajte raj kakšno res takole testno denarnico, pa malo iti pogledat, kaj se gor dogaja. No, toliko pač, poglejmo, koliko je gvej. Jaz tudi nisem tistega vejt tokena dol vzela, zdaj se ga ne da več, jaz sem probala, ni šans. Gvej je bil prejšnji teden previsok, ko sem jaz hotela, zdaj je tudi zelo visok, ker pač nisem izplačala, no. Ne bi zadosti dobila za tisti vejt token, edino če bi čakala naslednjih 100 let, mogoče bi tisti vejt token kaj zrastel. Dobro, to je to. Fajn bote, pa glejte, Xen, ljudje mintajo. Je okrog $10, 10, 13, 14, 15 dolarjev za mint, ampak ljudem se očitno zdi to še vedno dovolj poceni, dovolj privlačno, da mintajo Xen. To pa res nekaj pove in pomeni. No, zdaj pa res en lep pozdrav.